A so bili pogovori, kaj? Dober dan. Ja, dober dan. Kaj bo vod? Dober dan. A se boš predstavljal najprej? Kaj pa bo vod? Neč v vodo. Dobrodošli v novi oddaji BIM pogovorov. Z vami so Robi pa Matevž in Anja. To je pa 157, tako da bo kmalu kakšna obletnica. Anja, a boš povedala par besed za začetek? V bistvu kar za razliko od naju dveh. Ne za vod ne vima, koliko dolgo je nagovarjal, da pride na podcast. Ne, to bo predolg trajalo, v bistvu, ker to se pa zdaj že dogaja Okay, ena pol leta. V bistvu približno to, kar sem Robi vedno nagovarjal za to, da sploh začnemo to snemati. Tako da so si zelo podobna, glede tega. Je pa tako ni čudo. Ne, absolutno ni se čudno. prosite, ne? Tako. Ja. Tako. No, prosim, Anja, predstav se. Ok. Kaj bi za začetek povedala, da sem tukaj na katedri za operativno gradbeništvo ministrica za estetiko. Bravo, to je prva funkcija. To je To je najpomembnejša ena funkcija. izmed pomembnejših v bistvu. Ne? Ja, pred njo ni bilo te funkcije. Ne. Tako da se je razširil. V bistvu smo ustvarili mesto. Ustvarili ste delovno mesto. Tako Ne? je. To je tak javni sektor. To ne. Predstojnik se ne strinja. Ja. No, izvoli. Ja, jaz sem mlada raziskovalka, tudi na katedri za operativno gradbeništvo. Trenutno sem v drugem letniku doktorskega študija. Sem pa s tem tudi drugo leto na FGG-ju. Prej sem bila na fakulteti za elektrotehniko, pa na fakulteti za računalništvo in informatiko. Tako da sem v bistvu prišlek. Ja. Ni pa povedala, no, kak naziv še ima? NTF-jevka. NTF-jevka. Kaj že to pomeni? Na tretjem faksu. Vse bolj, da ne sprašujem. Odkar Robi ni na KGI, to so same neke čudne. V bistvu. Zdaj pridem gor sem le, v bistvu nje. Vsak dan nekaj novega. Razsula. NTF-ji, ministrstvo za estetiko. Ja. Skratka, cel kup novih funkcij. Ja. No, ampak danes se bomo pa še o eni posebni funkciji pogovarjali, ne? Ja, o več njih. O več njih, ne? No, kaj je prvo vprašanje? Kak je na FGG-ju? Zdaj, ti imaš edina primerjava, mi smo vsi, v bistvu, mi smo dolgočasni. Mi smo Ja, ves mislim, čas res smo tu. dolgočasni, v bistvu. Zadnjič mi je hčera rekla doma, v bistvu. Kako dolgo si ti že tam v isti službi? Tako sem rekel. Ja, Predolg. 30 let po? Ja, se ti ni treba povedati. Ja, ne. On the record. Ne, ampak mislim tako, no, Anja so tudi zato povabila, ker je edina od nas, ki je dala pač neke druge fakultete skozi, Ja. pa zdaj si prišla čisto na novo področje, ne. In je zanimiv pogled nekoga, ki pride od zunaj na gradbeništvo, recimo, pa glede na to, da je precej uspešno krmari med različnimi tehničnimi strokami. Kako se ti zdi na FGG? Zdaj že tisti prvi vtis je že mimo, ne? Zdaj že drugi vtis. Zdaj grejo že na živce stvari, tako da. Spoznava. Ja, tako. Zdaj je že čas za spremembe. Ne. To se pa Ne. vsi prisotni drugi ne bi strinjali s tem, ne? To zdaj grozi, naša Ja, ja, ministrica zdaj grozi z odstopom. Počas, ker bojo volitve vse kmalu, rože kaj? bom odpeljala. Pa boš odpeljala? Ja. Nazaj pa da šla vse rože, odkud sem prišla. Ne, prosim, da mi tež pokažeš kader za, Ne, saj mislim, ker to da je fotomontaža. Ja. Ja, glej. Ja, ok, no, če se vrnem na vprašanje, ki sem ga dobila. Meni v bistvu v začetku mi je bilo kar malo težko, no. V bistvu čist neka nova stroka, ker nisem imela pojma, ampak sem se pa potrudila dosti vključiti v različne vidike tukaj na faksu, pač kot predstavnica doktorskih študentov, da sem v bistvu malo bolj na hitro spoznala stvari, ki se tukaj dogaja, različna področja, pa kako sploh deluje, no, celotna fakulteta. To recimo nisem prej na nobenem faksu se tako vključila.
Tako da to mi je dosti pomagalo, no, da sem nekako prišla v stik z ljudmi tukaj na FGG-ju. Zdaj pa ne vem, se ne počutim več kot riba na kopnem. Mi je pa v bistvu ful fajn postalo, tako da z veseljem pridem v službo. Se mi zdi, da smo tukaj ustvarili eno prijetno okolje, kjer se imamo fajn pa zanimive stvari delamo, pa tudi, ne vem, no zdaj sem imela to prijavo teme, tako da imam tudi smer za naslednje 2 leti. Tako da to mi je tudi fajn, da točno vem, kaj bom delala za naprej. Zdaj to normalno bi moral zdaj povedati, kaj boš delala za naprej, ampak dej rajš povej, mogoče kaj je bila prva stvar, ki si jo tu počela še prej, nisi bila v bistvu uradno zaposlena. Kaj si najprej naredila, prej nisi sploh prišla? Kaj si bila na kakem tečaju? Ja, na Building Smart tečaju, ja. In prvi delovni dan ob 8 zjutraj sem imela izpit. No to, če smo na BIM pogovori, moram povedati, da je certificirana, kako mu je naziv? Strokovnjakinja za BIM? Upravljeno certifikat? Ja, temeljna znanja. Tako da za vse ve. Koliko je pa bilo težko v bistvu? Koliko ti je bilo težko? Pa se vemo, kako so tisto relativno splošno pa vprašanje, ampak recimo gradbeniki so dozirani s temi, ne vem, odgovori na te vprašanja v bistvu že, ne vem, 5 let recimo, ne? Če si takoj po študiju, ne? Kaj pa ti, ki si v bistvu dejansko? Ja, mislim, sem verjetno takrat, ali pa mogoče malo prej prvič slišala za BIM, pa BEP, pa vse te kratice, ki so, tako da to mi je bilo kar tako malo okej, pač nekaj, kar... No, ampak glede na to, da prihajaš v bistvu za računalništvo, kjer je to v bistvu tako bolj manj vsak dan novih 5 kratic v bistvu surfirani. Pa se mi zdi, da so kar prijazni pri temu, da pač sem vsake to pride, kakšna nova, tista si pa že zapomniš. Tako da takrat se pa spomnim, ful je bilo enih kratic zaznati, pa tudi izpit je bil tako dosti specifično v nekih stvarih, no, tako da tam sem se malo lovila, ampak vem, da sem si prej naredila čez vikend zapiske po tistih prosojnicah, tako da to mi je tudi pomagalo, da mi je bilo lažje narediti izpit. Je pa prvi delovni dan tako izpit. Ja, in če ne bi opravila... Sploh ne bi dobila pogodbe. Ne, to je to, bi se dala roko na tisti točki, nekaj srečno naprej. To tako, da povemo, kako smo resni tukaj, ni nekega polovičarstva. No, zdaj pa recimo leto pa pol od tega, malo več kot leto pa pol v bistvu, zdaj si pa pripravljala temo, ki ti je začrtala pot za naprej. Dej povej zdaj vsem gledalcem, poslušalcem, kaj bo zdaj počela naslednje 2 leti. Da vidim, če znaš še opisati. To je tak elevator pitch v bistvu zdaj. Ja, tako 90 sekund prepriči ljudi. Da je to to. Ukvarjala se bom z AI agenti za uporabo v delovnih tokovih v gradbeništvu. Tako da v bistvu vsi zdaj poznamo LLM-je, tako da AI agenti so pa powered by LLM-ji in bi se v bistvu lahko dobro uporabljali v sami avtomatizaciji oziroma še naprej od avtomatizacije v gradbeništvu, nekako za recimo vodenje projektov je ful dober use case, kjer imamo veliko nekih dokumentov, veliko enih deležnikov je in je treba to vse skupaj dobro planirati, organizirati in če se tukaj lahko najde nek potencial za uporabo AI agentov, je po mojem to lahko zelo dobra aplikacija za naprej, tako da to je nekako tema mojega doktorata, v bistvu preveriti, če je to sploh možno in pa kakšne težave se lahko pojavijo oziroma kako je treba to dobro zastaviti, zato da bo nekako varna uporaba teh AI agentov na naših podatkih in pa da bodo ljudje tudi zaupali v rešitve, ki jih AI agenti ponudijo. Jaz si že v bistvu začela, cel kup enih podvprašanj lahko izvira iz tega, kar si zdaj nazadnje omenila. Pa če se jaz ustavim pri podatkih v bistvu, kako je pol, mislim, dejansko
vem, najbrž še nisi prav veliko začela na tem delati, ampak najbrž pa razmišljaš, najbrž vse tako, kot smo mi, ko smo doktorat delali, nekaj skozi imaš v podzavesti, kaj in kako. S temi podatki v bistvu, kje, koliko, imaš kakšno idejo v bistvu sploh, kako to na koncu gleda. Mislim, da te malo, bolj ali manj se malo ponavljam, ker si bil tudi v komisiji za to temo, ne? Ampak mislim, vse si že tam odgovorila, ne? Ampak je pa v bistvu eno tako vprašanje, ki se tiče ne samo pač agentov, v bistvu, ampak te podatki so v bistvu, ne vem, enkrat sem prebral, da v bistvu tisti, ki ima podatke, je v bistvu v vlogi tistega, ki lahko odloča. Ne? In zdaj imamo, po mojem, kar malo problem na faksu, ali pa tudi splošno v raziskovalnih organizacijah s temi podatki, v bistvu, če že nimamo nekih konkretnih projektov z industrijo, recimo, ne, kjer bi bilo pa to neko partnerstvo in bi ti pač recimo za nek del lahko odstopili neke podatke, pa dali možnost uporabe, kako sploh v bistvu se tega lotiti. Ja, recimo, veš, v smislu enega prototipa v bistvu. Sploh ne, da bi nekaj zares delal, ampak samo to, da človek vidi, kako potencialno to zgleda na koncu. Okay. No, sicer, ko sem pripravljala temo, mi je mentor svetoval, da ne smem že reševati. Vse prav, vse pač prijavite me ni predstavitev rešitev. Ja, no, mislim, lažje rečeno kot narejeno, ampak ja, ne sem se res probala držati tega, ker zmeri, ko imaš neko tako nalogo, se jaz sem tako naravnana, da že moram videti tisto rešitev na koncu, mi je pol ful lažje se zastaviti, pa ni pravilen način, zato ker tukaj je 2 let namenjeno za to, da študent nekaj raziskuje, pa pol se vidi, a je sploh to, kar je v začetku predpostavljal, res. Ja, se strinjam glede podatkov, pač dejansko lastniki podatkov so tisti, ki držijo vse vajeti v rokah in tudi pri umetni inteligenci, pač zdaj glavno je dobiti podatke, dobre podatke. In tukaj bomo definitivno mogli vzpostaviti neko sodelovanje nekimi zunanjimi partnerji, ampak pol pa prehitro pridemo tudi do tega, da rešujemo neko specifično težavo od nekoga in v bistvu delamo rešitev za neko podjetje. Tako da tukaj, po mojem, je treba narediti neko generalno rešitev, nek pristop, kako se lotiti vsega tega izziva, ki se ga pa lahko aplicira na različne use case od različnih podjetij in pol v temu je pol tale prispevek. Tako da ne, bomo videli, kakšne podatke lahko dobimo, če kdo nam bo jih zaupal. Dobro je mentor pripravil. Ja, ne, super. Sej tukaj pri umetni inteligenci se zdaj če daje več vprašanj postavlja glede tega, kaj sploh lahko daš, pa kaj ne, pa kaj grejo ti podatki, pa kaj ne. In se tudi to bo ena od stvari, pa tudi ena od stvari, ki bo reševala. Ampak je pa mogoče, Anja, ravno kar smo se vrnili na zadnje konference, ne, in smo se ravno pogovarjali po poti domov, potem bila je konferenca, reče se Creative Construction Conference, ne, in jaz nisem bil prvič, jaz sem bil, ne vem, 7 let nazaj že na tej konferenci in takrat se je govoril samo o BIM-u. Tako, BIM, sem, BIM tja, BIM za kosilo, BIM za večerjo, za zajtrk, vse, ne. In smo ravno govorili, Anja, koliko je bilo BIM-a zdaj? No, mogoče 1/4, če... Skoraj nič, ne. Ostale 3/4 je bilo pa AI. AI gor, AI dol, levo, desno, BIM in AI in ne vem kaj vse, ne. Ampak se mi zdi, da je zdaj to še tista začetna faza, ko vsi pozabljajo ta prave izzive, ne. In recimo eden od teh je, kako bomo mi zagotovili zdaj, da ne bojo noter, pri nas imamo recimo GDPR in tako naprej, ne. Kako bomo mi zdaj zagotovili, da ne bomo mi v te modele noter dajali nekih informacij, ki tam ne bi smeli biti, ne. Sploh v javne imajo tako naprej. In to bo še eno področje, ko je ful zapostavljeno trenutno, ne.
Drugo je pa to, da mi moramo zaupati tem rešitvam. Ja. Ne? To je Anja že omenila. Kako se reče, human in the loop, kako je to v slovenščini? Človek v zanki. Človek v zanki, ne? Da pač vključimo človeka na ključne točke, zato da dobimo potem na koncu nekaj, kar zaupamo. In se mi zdi, da to bo tako ful pomembno področje. Kaj misliš? Se strinjaš? Ali? Absolutno se strinjam. Pač v bistvu vsi se zdaj ukvarjajo s tem, kako lahko uporabimo LLM za to, da nekaj rešimo, neko dobro aplikacijo ali kakorkoli, neko dobro raziskovalno področje dobimo, zato da nam bodo LLM-ji nekaj rešili, da bomo pohitrili sam postopek. Noben se pa še ni vprašal, ko pa varnost in zasebnost, pa kaj je sama razložljivost rezultatov. In bolj se mi zdi, da vsi zdaj forsirajo ta AI posod, se zdi, da že električne ščetke ne moreš kupiti brez AI-ja zraven. Ampak ja, pa v bistvu, če ni nekega pravega pristopa, kako se to uporablja, ne samo na način, da dobiš nek uporaben rezultat, ampak da je tudi, tako kot smo prej rekli, razložljivo in varno, se mi zdi, da slej ko prej pridemo do tega, da pač vidimo, da stvar ne deluje tako, kot smo si zastavili, da so pač neke težave vmes in pa rečemo, to je brez veze, pustimo pa gremo nazaj po starem principu. Recimo, včeraj sem bil v komisiji za neke magistrske naloge, no? In je kandidat računal neke plošče pa povese in tako naprej. Ne? In pa je bilo eno vprašanje pa nisem jaz postavil, ne? Je bilo, kako se to včasih reševalo, ne? A veš si predstavljaš, mi si dobil ploščo in kaj smo mi delali. Ti si računal v bistvu v dveh smereh, pa si pa vplive upošteval in tako naprej, ne? In kandidat ni vedel. A veš, pač ne, on je to šlo s sofistiko, vse imaš v 3D, vse lepo pleše in tako naprej, ne? Ampak jaz sem imel potem na koncu jezika vprašanje, a vi temu zaupate, ne? A veš, če se spomniš, ko smo mi delali v raznih SAP 2000 in tako naprej, vedno je bila težava v robnih pogojih, ne? Če nisi robnih pogojev prav nastavil, tudi rezultat ni bil ta prav. Ampak kako boš ti to preveril? Včasih so nas ves čas učili, računaš na roke, da bi se velikostni razred, da pa veš, če lahko temu zaupaš in tako naprej. Zdaj tega noben več ne počne in isto je z AI. Vržejo noter, dobijo rezultat in brez premisleka ga uporabijo. In zdaj, kako bomo mi vključili človeka tukaj noter, da bo dejansko nekdo preveril, je to druga stvar, ne? Pa je pa še to, ne, da na koncu človek odgovarja za rezultat. Dejansko podpiše nekdo, da ti se rezultat to prav. Kako kdo ve, ali je sofistik prav zračunal? Ja, v bistvu tako, da mislim, vse to razmišljam tudi tako, v bistvu tudi to, da je človek v bistvu pač na nekih ključnih delih, to sam predstavlja bolj manj z lepšo besedo rečem, da bomo zdaj namesto, da bi mi nekaj kreativno delali, v bistvu bomo mi podpirali LLM ali pa drugo umetno inteligenco, zato da bo ta lahko nekaj čarala po svoje. Mi bomo pa v bistvu vsake dolgcajte neko ključnost ali pa križec naredili, da tole bo vedno. To pomeni, da bomo preverili. Ne, mislim, to je približno tako kot z izpolnjevanjem formularjev. Pač boš nekaj križal, pa v bistvu se ti bo zdelo, da ne veš točno, ampak vse bo v redu. Dokler pri sofistiko, recimo, pa ne vem, pri teh izračunih, ja, ne vem, prva ideja bi bila to zračuni s 3 različnimi programi. Ja, seveda. Tle bi morali pa 3 različne modele, ki so popolnoma neodvisni, v bistvu pride do nekih enakih rezultatov. Ali pa vsaj primerljivih. Tako, no sej, to je ena... Ampak človek v bistvu bolj manj tle nikjer, razen da na koncu reče, ok, imamo tele 3 modele, v bistvu to smo požegnali, v bistvu in je to. To je tako, kot v bistvu software, ki ga kupiš od SAP-a naprej, pa ne vem kaj že vse, posod piše, da oni odgovarjajo za izračune. Oni niso nič krivi. Če tisto narobe dela, je pač dela narobe, se nismo nikjer drugje, to je pač... Točno to in tudi AI je isto. Ja, isto je. Isto je, no. Neč drugačne, No, in mogoče, če poveš, ne, ko omenila si razložljivost, pa človeka in tako naprej, kaj predpostavljamo, kaj bo z razložljivostjo, kako bo pomagala? Če bodo rezultati razložljivi, da bo sam postopek, kak je AI agent,
prišel do neke rešitve transparenten, bo tudi človek lahko zaupal tem rezultatom, ki jih bodo pač predstavljeni. Zdaj bom jaz tukaj očitno v vlogi tistega, ki je 100% dvomljivcev vse. A nisi vedno. Ma dobro, jaz sem, ampak recimo, da želim živeti v prepričanju, da nisem tako pesimističen pa ciničen, kot na koncu zvenim. Ne? Ampak razložljivost predpostavlja, da je na drugi strani neka kvalificirana oseba, ki razume celoten postopek, rezultate in proces in tako naprej. Ne rečem, da zdaj to ni možno. Čez 10, 15 let, če pogledaš naše študente, kjer od prvega letnika, če GPT ganjajo, v bistvu, ker na koncu tako nič ni jasno, ker jaz dobim rezultate v bistvu pri izpitu programiranja take, da jaz pogledam, kako to sploh dela. Ker nič ne razumem v Pythonu, v bistvu, ker je, mislim, v eni vrstici je tako, for zanka, pa if stavk, pa ne vem, vse napisan tako, v bistvu, en čez drugega, ne? Tako kot, veš, se kdo hvala, v bistvu, kaj je možno narediti v eni vrstici Perla, recimo. Ja, se spomnim. Regularni izrazi. Dela. Jaz sem pa sklenil. Ja. In zanimivo je, ravno včeraj smo sedeli zvečer nekaj odzuni, ne? Pa se z enim sem se pogovarjal, ki je v enem startupu. Rekel, da zdaj ti mladi programeri, ki pridejo, v bistvu to vse, a veš, pa da check in v bistvu na GitHub pošlje kodo v review, ne, pa gleda tisto, pa ben ne razume. Zato je, ker je vse z ChatGPT-jem pač zgenerirane tisto. Dela v nulo, super, ampak ben ne zna razložiti tega. Noben ne zna vzdržati. Čez 15 let to nav vedom ben, kako to sploh popraviti, ko šlo nekaj narobe. Ko pa se malo sistem se zamenil, v bistvu ena knjižnica se malo spremenila, pa razpad sistema. Tle jaz, mislim, ravno pri tem, ne, je ta razložljivost, mislim, pa ne, da te valjda, ne, vse je ta prav način, ne, ampak res je predpostavka je, da bo nekdo tiska, komor bo to se razlagalo, dejansko razumel to. Ja, razumem, kako to reči. To pa malo že dvomim, če bo čez 15 let res. Ali bo je pa res. Neodvisno od rešitve. Glede na razloženo. Ne, mislim, to so dve zadeve. Eno je, da Anja govori zdaj o nekem 2-letnem, 3-letnem obdobju. Ja, mislim, to je pa... Mi govori, Anja, kdo je tvoj mentor? Kdor ve. Okay, kar sem hotel povedati je to, da tukaj je že problem pri taki temi ta, da mi da vemo, kako čez 3 leta. To tudi... Ne veš, kaj čez 6 mesecev, v bistvu. Vse to pač ne veš, ne? Zato je treba to temo na tak način pripraviti, da je na nek način, kot se reče, future proof, odporna na prihodnost. In zdaj tukaj nekaj obljubiti, mogoče bo, ne vem, dal OpenAI ven na 7 mesec nekaj, da vse se skupaj razveze, da še Lego kocke skupaj sestavlja. Zato je pa zastavljeno na tak način, da ti v bistvu lahko se ukvarjaš samo s procesi, ki so primerni za neodvisno tehnologijo. Po drugi strani, recimo, vem, da si delal neke objekte, pa nekaj za doktorata, ko v bistvu sploh noben več ne ve, kaj to je. Isto je. Veš, kaj so objekti? Anja, to pa odpovamajo. Ne, ker smo ravno prekrtice. Kaj so to objekti? Mladiči, ne. Vse tudi jaz ne Vse Matjaž, to veš ti, pa 3 še mogoče res. 3 kolegi. Ma kakšni kolegi, benga kolegi. Kar hočem povedati je to, da tisto, kar mi delamo, je takrat, ko delamo, recimo, da je za nek bežen trenutek, tako state of the art, pa lahko, da čist napačna pot, pa itak vse gre k vragu. Recimo to, kar sem jaz delal, je v bistvu CDE, če se spomniš. Pa je bilo to mnogo predstavljeno. Tak sestavljen iz levi, kot sestavljen. Distribuiran CDE, recimo. In takrat ni noben vedel, da to delamo. Nobeden. Ker v bistvu sem bil malo prehiter. Pa ful premaj sem iztržil iz tistega. V bistvu ni bilo v bistvu tako.
na pol komercialno narejeno. Ne, sploh ne, ampak tako v smislu člankov. Pa tako No, naprej, ja, ne. v redu, ja. Smo ful premaj iztrženi. Ampak kar hočem reči, je, za en tak drobec enega trenutka si mogoče tako state of the art, Ja. pa si pa takoj zastarel. Ne. Ne. In zdaj na to računati je tako. No. Tukaj je zanimivo, pač, mogoče Anja, tvoj pogled v bistvu na vse skupaj, ker mi smo vedno tako, mi smo gradbeniki, ko smo se priučili tehnologije. Ne. Anja je prišla s tehnologijo, ona je zdaj naša strokovnjakinja za AI. Ne vem, da se tako počuti, super je, je, to. ne. To je super, ja. Ja. Poleg ministrstva za estetiko Kako? imaš še... Za umetno inteligenco imaš to čez. Pri nas ima, na KOG siguren. No, in kar hočem reči je to, da v bistvu iz druge strani pride. Ne? V bistvu tehnologijo malo poznala odprej, zdaj se bo še druge stvari naučila, ampak se mora pa naučiti tega domenskega znanja gradbeništva. Ne? In ta pogled je ful drugačen, kot mi poznamo. Ne? Ja, jaz se spomnim, če smem prekiniti. Ja, povej. V prvih mesecih sem dobila par knjig od Robija, glede projektnega vodenja o gradbeništvu. Spomnim se, ena knjiga brala in se je ful pojavljal ta opaž. Okay, prvič opaž. Drugič, mogoče bi mogla vedeti. Tretjič sem rekel, zdaj moram pa. Pa če že ti vprašam, kaj je opaž. Ne, nisem. Ampak mene tudi nisi vprašal. Ne, nisem, šla sem googlat. Hvala, te nam vprašala. Ne, kje. Ampak sem ugotovila, ampak najprej sem prišla do opaže, ki se uporabljajo pač znotraj, pol že za na konc, ki je narejeno. Aha, tista, lesen opaž, tak vizualno. Ja, ministrstvo za estetiko. Tako. Zelo moj domen. Ok, to je to. Ne, ampak sem hotela na koncu, ko vprašam. Pa sem imela še par takih, ampak ta se prav izrazito spomnim, tudi da na koncu sem si v knjigo označvala vse take zanimivosti. Ne, mislim, vse to isto, če stopiš v eno drugo domeno. Recimo iz KG na KOG, ne? To je svetlobna leta, drugače. Malo manj, kot je ona, ampak je pa kar nekaj novega. Ja, se pravim, to meni ne ful zanima, kako bo na koncu prišel. Mene tudi. Še dobro veš, da imamo v bistvu na koncu je, veš, polog smatraš komisijo, ki boš imela v bistvu za one, ki bojo v tvojih teh metodologiji lepo razložljivost v bistvu, ne, mi klub se pol tam naredili. Če bo dovolj dobro razloženo. No, ampak resno, če imajo resno to temo. Vse smo že skozi. Ne, zelo. Ne, ampak takoj, ko se je razvedel, da Anja pri nas, če se spomniš, so ful imeli ideje, podjetja so imela ful ideje, ne, kaj se bi počela, pa kaj se bi poskusila, pa tak naprej. Ne. In posod se je ostalo pri podatkih. Povsod, ne. Mislim, vsi bi imeli, ampak ne bi dali pa podatkov. Ne. In to je, recimo, pri umetni inteligenci najprej bila ideja, da bi mi nekaj učili te modele, pa tak naprej, pa to ne gre. Ne. To ne gre, zato ker ni dosti podatkov, enostavno ni dosti podatkov. Pa se neke druge tehnologije, ko ti doučiš, ko smo rekli fine-tuning, doučenje, ne? Prilagajanje. Ne? Da ti prilagodiš neke modele, pa tudi to rabiš neke podatke. Ne? Mislim, največja težava bo verjetno so podatki. Tako bomo rekli. Ampak je zanimivo, mislim, no, sicer me je malo presenečeno, v bistvu, da se to tudi pri podjetjih tako ustavi pri podatkih. Ne vem. Pri enih stvarih pač moraš enkrat reči, to je nivo zaupanja oziroma nivo zasebnosti, s katero sem ok. Ker mislim, če hočeš imeti popolno zasebnost, pa pač tudi vse kartice, vse bančne kartice, pač vse online v bistvu lahko takoj pozabiš. V bistvu, ne, nekje je treba pač neko mejo postaviti, preči, s tem sem ok, v bistvu ok, imam, ne vem, uporabljam lokalen nek karkoli že v bistvu in je to v bistvu zdaj. Mislim, lokalno je v redu, če je lokalno, ni nobenega problema. Nekje mora biti v bistvu ena taka zdrava meja, no, ker recimo pri GDPR pač te zdrave meje ni. Sam je pa lahko tudi GDPR pol težava, mislim težava. Ja, no, sej tudi pri lokalnih
pa je GDPR, Ja. v bistvu se pol, mislim, kaj je, veš, kako Samo to te rešil, mislim, lahko to. skrbi za to, da imaš kršil GDPR, ker si lokalno dal nek svoj model, neke podatke, ne. ki bodo prišli do enega drugega zaposlenega prek LLM-ja. Vse ti pravi, no, v Ja. bistvu to je pač nekje moraš potegniti črto in reči, lej, to je to, a? Ne morem, kadar rečeš pač lahko, mislim, kaj ti pomaga, pa neki dokumenti, pa v bistvu do učenja, prilagajanja, karkoli, v bistvu, če moraš iz, ne vem, nekih pogodb, nekih dokumentov črtati v bistvu vse 3/4 podatkov, ki se potencialno lahko povezuje do tega, da v bistvu si v nekem prekršku z GDPR. Pa je zanimivo, kar se zdaj omenja, ker ravno to je Anja predstavljala zdaj na konferenci, kako ti dokumente v bistvu z avtomatskimi metodami pač odstraniš vse podatke, ki so lahko sporni, ampak koliko, jaz sem že malo pozabil, koliko procentov jih je odstranil algoritem? Odvisno, v bistvu probali smo par metod za ta name entity recognition in ti pač večjezični modeli so približno 10% dokumenta pobrali, se pravi čisto preveč, ker dejansko ni bilo toliko občutljivih podatkov. Ampak potem smo probali slovenski model, ki je delal ful boljš, ampak še zmeraj ta terminologija gradbeniška pač ni pač znana tem modelom, tako da to smo pol v bistvu bi bilo pametno to smer narediti nek svoj nabor podatkov iz gradbeniškimi termini, ki bi se jih doučili modele. No, sem recimo te občutljive podatke bi lahko dejansko čisto proceduralno odstranil, da sploh ne bi uporabil kakšne take knjižnice. Iz pravilih. Ja. DOI, SP, to je vse na nek način. Mogoče bi primeril z bazo, nek na IPS-u, potem imena isto bi lahko. Mislim, tako, vedno je tako neki tehtaš med tem, kaj se splača, pa kaj ne. Ja, ampak to lahko se zaplezamo tlele za 3 ure, v bistvu, okoli tega že, ne. Veš, takoj, ko začneš to odstranjevati, v bistvu na koncu je imena pomembna, veš. Ne, odvisno za kako nalogo jih uporabljaš. Ja, lej, v redu, ampak ta imena za sabo potegnejo v bistvu nazive, položaje in ne vem kaj že vse. To v bistvu se mi zdi, da pač je ena taka preprosta način, enostavno vse imena, vse te osebne podatke črtati, ne. Se mi zdi, da zgubiš še mnogo več, kot pa v bistvu to še posebej, če hočeš iz tega neko umetno inteligenca pol, v bistvu iz tega nekaj potegne ven tisto, kar ni jasno razvidno v bistvu iz samih dokumentov. Hočeš narediti nekaj več, v bistvu, ne. Skratka. Zdaj razmišljam, kako bi lahko bil tak primer in sem se ga spomnil, ne. Recimo, da bi ti dal vse dokumente, pa bi rekel, da jim identificiri riske, ko so to, tveganja, ne. Tveganja in eno tveganje, da z nekim podjetjem sodeluješ, s katerim si imel težave, ne. Zdaj pa, če ga ven pobrišeš, to informacijo izgubiš, ne. Ne, itak, ne, v bistvu, veš, ker mislim, se za to pravim, ne. Veš, so podjetja, ampak so za podjetje v bistvu so zmer ljudje, v bistvu, ne. Veš, in če imaš ti pač osebnostno je čist na koncu, v bistvu z enim greš skupaj, enim pa ne, v bistvu s tem ni nič narobe, no, v bistvu, pač to je pač normalno lahko, ne. Ampak to ne pomeni, da v bistvu, da s podjetjem kot takim morda ne moreš sodelovati. Še posebej pol, če se to enkrat nekdo zamenja, ne, zdaj, če pa, veš, skratka, cel kupno enih takih skritih detajlov noter. No, ampak če bi lih ta dotičen primer reševali, pač lahko tudi sem pobral podatke, ampak jih sem zamenjal z neko drugo vrednostjo, se pravi. Ja, A, B, C. Ja, pa. Sem pa moraš imeti nek seznam. Ja, pač ta seznam imaš pa ti. Ja, ampak to, mislim, te stvari se mi zdi zmer zdijo tako, da v bistvu treba zdaj ne enkrat okoli ukoloriti v drug žep, v bistvu, ampak vse ne dvakrat okoli še eno salto narediti, veš. Zato, da v bistvu, ti se straniš, pa daš v eno bazo, pa to straniš, da daš v drugo bazo, pa ne, te dva se sploh ne veste zase. Vse je itak tako na istem strežniku, mislim, lej.
a veš, to tako pač farbati ljudi v bistvu zaradi tega, ker pač Si res cinik ti. Ja, lih sem razmišljala. Ja, Pa ne, v bistvu, vidiš, mislim, dejansko mi gre na živce v bistvu to, ko se razmišlja v bistvu v nekih, ne vem, kot rečeno, če ima kdo težavo s tem, da v bistvu, da ga najdeš online, ali pa kaj, ja, v redu, glej, pač pober se, zapri vse in je to. V bistvu jaz nimam nobenega problema s tem, ne? Ampak mislim s tem, da nekdo to naredi, pa da nekdo to propagira v bistvu. Glej, okej. Ampak, če smo pa realni, v bistvu pa pač pa hočeš v tem nekem sistemu živeti, pa moraš včasih kakšno tako in tako odpustiti narediti, ker ne pomeni, da v bistvu podpiram, ne vem, kako se kakšni podatki online uporabljajo v bistvu, pa kako se jih v bistvu izrablja, ne? To delač od tega, ampak čisto osebno rabo, v bistvu enkrat moraš to sprejeti. Še posebej, če uporabljaš, ne vem, milijone enih stvari, ki so zastonjske. Valjda si pol ti produkt. Ja. Pač to je to. Zanimivo, toliko svojih osebnih podatkov damo sami na internet, pa slikce, ki smo bili ta vikend, pa tek naprej. Pa vse je po možnosti Ja. že geotagiran, pa v bistvu čez od zadaj, pa absolutno. vse. Ampak pa v službi poveja slučajno po nesreč moj naslov enemu Ja, ne. sodelavcu, recimo, To je pa tumačno. zdaj sta se pa dobro. Ne, ampak mislim, to gre, pa ne govorim konkretno samo za GDPR, ampak v bistvu nasplošno. No? Veš, tudi recimo pri teh, a ja podatke deliti, ali ne podatke deliti, v bistvu. Nikje moraš enkrat reči, tako kot si ti rekel, v bistvu pač vse je na zaupanju. V bistvu, ne? Če ti nekomu zaupaš, v bistvu pač mu moraš zaupati, ali pa reči, da mu ne zaupaš. No? Nekaj srednje poti pač ni. Ampak veš, to je tako, ne? Vse, kar se dela, je v bistvu nič ni narobe, dokaj ni nekaj narobe. Ne. Se pravi, če je nekdo pripravljen, ne vem, na Google Photos ali pa na Google Drive pa karkoli gor in svojo medicinsko dokumentacijo dati, veš, je dal, ampak on sploh ne ve, kaj s tem naredil. Ja. Ko pa nekdo to v službi pokaže nekomu drugemu, ne, bo pa vse narobe. Ne. V bistvu sta pa oba primera enako narobe. Ja. Ne, samo v enem vidi posledice, v drugem pa ne. Recimo, en tak tipičen primer je ta Drive. Ne vem, če kdo na Triglavu ima zavarovanje, ne, pa voziš pač Drive, da dobiš nekaj popusta. Ne. Prodaš se za nekaj popusta na Triglavu. Tudi jaz s drugima. Produkt, ja. Okay. Ampak oni pa delajo te analize, vem pa zato, ker delajo tudi pa nas na fakulteti. Ne. In oni vejo, kje ti prehiter voziš. Pa vejo, kako ti voziš. Pa vse vejo. Ne. In zdaj ti daš zato, da bo oni mogoče enkrat v prihodnosti ti bo itak nabil večjo premijo, zato ker pa čudno voziš. Ne? In se to noben ne sprašuje, ker vidiš samo tisti majhen popust. Ne si misli, da to ne obdelujejo z umetno inteligenco, seveda obdelujejo. Oni imajo profil za vsak. In pa eden bo dobil nek popust, še dodaten, drug ne bo dobil nekega popusta, pač vse vejo. Kako ta sistem skakaš? Imaš dva načina. En je, da jim sploh ne daješ podatkov, drug način je pa ta, da pač uporabljaš na tak način, da oni ne dobijo nič pametnega. Ne? Kaj je to, da rekel, so zašak? Ne, jaz samo na avtocesti. Samo na avtocesti imaš, ne? Jaz na lokalni cesti sploh ne, ker ne moreš voziti normalno na lokalni cesti. Kako da ne? Ko je tabla 40, se moraš obtabljati. Mimo grede, če bi nekdo, ki je tule, pa nista stalna gosta, imel Drive, ne bi nič popusta. Da, pomen. V redu. Kar hočem reči je to, da pač ja, si produkt in noben ne kako to pravi. Med drugim recimo te kartice v trgovine. Kupiš kratke hlače ali pa na to lojalnostno kartico, meni se že začelo dogajati, da začnem dobivati same take reklame. Oni to obdelujejo. Valjda, da obdelujejo. Mislim, študentom zdaj rečemo v bistvu, dokler smo v bistvu tisto tedensko kupovanje delali v Mercatorju, pa sem zmer s kartico plačal, sem rekel, sorry, ampak mene bi lahko tisti voziček tam že čakal. Zato, ker zmer smo eno in iste kupovali. Res, dobesedno, veš, iste, cop.
No, Uf. Matevž, ti povem, če v Šparu kupuješ Špar online, ne, Ja. prideš naslednjič noter, te že vse čaka, kar si prejšnjič kupil. Oh. Lahko samo klikaš. Oh. Ja. Imajo celo možnost To je to. smart košarica in ti Ja. on nadeva košarico noter. Resno, ne hecam se. A ti daš še kakšen tek ta teden pa mogoče, Ne, ker ta si pa- bil pridn ker še si bil pridn. sladoled. Ne. Ker si bil toliko delovno v službi, v bistvu, ne, Ja. še ne pal bombončkov. Ampak To sam verjetno brez čez eno sladkorja. Ker si lepo vozil Ja, na avtocesti. do Špara. Ker si mi razložil, zakaj je to, ne? Ker je razložljiva košarica. Oh. No, gledaj, kar hoče reči, je, da to so vse podatki, recimo, ki tudi umetno inteligenco zdaj fila, in oni imajo take profile v nas, da brez veze. Tisti, ki ima Gmail e-mail, ne, vsak mesec ali pa dva dobite, katerim vsem dodatnim ponudnikom oni vaše podatke dajo. Si videl to? Ste videli to? Sploh ne berete, verjetno. Ampak tako, dobiš sam dodatno, bomo dali temu, ne? Kar pomeni, da ko priješ ti enkrat v ZDA, pa se priklopiš na njihov Wi-Fi, ti oni ponujajo samo tisto, kar skupuješ. Pri nas je to še malo regulirano, pa čisto nič. In to je pač dejstvo, ne? Ampak vse to v bistvu ne vpliva tako na tebe, ti svoje denarnice se odločaš, kaj boš v ne. V gradbeništvu pa če ti rešuješ nek problem, pa vem, to je reguliran poklic, ne, na koncu mora še vedno nekdo podpisati, da tisti rezultati veljajo. A razumeš? A ne? Če kdo upa dati statiko računati umetni inteligenciji, kapo dol. Res, kapo dol. Če upaš to, pa da upaš podpisati, v redu, sam meni povete, kje se to naredi, ker tam noter ne bom. A si videl tisto? Kaj? Na TikToku, Ne, ki sta dva naredila, se dva pogovarjata, v bistvu, sem to te prav, mislim. ne. Se dva pogovarjata, v bistvu dva kolega. Se pogovarjata, pa prvo pravijo, da pač, wow, jaz sem pa unle most naredil, tako pa pokažem tisto, vaš, kaj je super. Res, super, ne. To bi si pa morat na računu. Sem jaz to ChatGPT vprašal, v bistvu vse zračunal. Vse je dobro. On pa sam bledija, veš, tako. Tako da, to je to, veš, na koncu. Ja. Ampak, veš, fore je, da bo ratal na koncu. Tako da bo še zmeri. Veš, ker na koncu pa vse teh je statistika. Po vseh teh stvari. Ja, vse. Na koncu bo pač, a veš, to je približno tako kot, ne vem, Booking, ne? .com, ne? Kjer v bistvu oni pač vzamejo račun, da boš ti prebukiral določeno sobo. Da bo soba v bistvu ne bo na voljo v hotelu, ko boš kamor boš prišel. Ja, tudi verjetnost, ja, vse. Ne, pač tako oni vejo. Ja. Vejo, zaradi tega, ker v bistvu pač so vzeli to v zakup, zaradi tega, ker drugače bi morali v bistvu, dokler ti se tam zmišljuješ, kjero kartico boš dal, pa enih 15, kad se premisliš, ne, rezervirati tu na sobo za 15 minut, ne, ker pa tega ne naredijo, v bistvu se lahko zgodi, da isto sobo bukirata dva. Ja. Ali pa tri, ne. Ampak vzamejo v račun, ne, tle boš pa tudi, ne. Ok, 100 mostov, 100 onih tistih bomo naredili, en bo dol padal, v bistvu, ok, to je 99%, ne. To je super že skoraj, ne. Ja, mislim, so da je to- probleme, ker ne sme eden dol paditi. Ja, lej, sej razumem, ne. Lej, ampak ne sme, ne. Pa kljub samo se v bistvu poruši v Dresdnu, pa se poruši v bistvu v Novem Sadu, tist strop ali karkoli že. Dobro, ti so nam sada čist druga zgodba. Pa, lej, veš, to je pa tisto, ki je gradbeništvo. Ti imaš ok, vse zračunam, ne. Ne vem, lahko je, ne vem, LLM zračuna to, ne vem, neka umetna inteligenca, ti si štempelj naredil in to je to. Ampak od tega štempla do tega, da bo to izveden, je še milijon enih ljudi vključenih. In vsak malo pokrade na koncu pa... Ampak, glej, cela veriga, zato pa je to narejeno na Skratka- tak način, da bi ne cela veriga delala v redu, ne. Ja. Zato tudi Anja bo za svojo nalogo delala pač to verigo, ne, kje vmes rabiš ti Čakaj. čeke, a ne. Pa kako boš to Ja. vse skupaj povezal. a ne, Zdaj mi je konec nas koncev. bolj všeč. Zakaj? Ne, sej v bistvu, lej, sej to je to, no. Ja, Se, lej, se veš, da mi je všeč, da pač se pogovarjamo, v bistvu, no, sam odkrito. Ne vem. Ne, valjda, da mi je všeč, ne, v bistvu, lej, če mi jaz to priložnost, da mi je v mladega raziskovalca, valjda bi ga tudi usmeril v neko umetno inteligenco, pač zato, ker prvič je to in izognili se temu ne bomo, ne, po je najbolj, da pač nekaj v tej smeri delamo.
No, meni je še vedno najboljša ta primerjava. Umetno inteligenco moramo biti tak jemati, kot jemljemo spell checker v Wordu. Veš, to je pripomoček. Ja. Pripomoček, kar pomeni, da ga moraš ti uporabljati z glavo. Robi, to si ti, ki v bistvu si napol slavist. Pa sem jaz slavist, napol. Slavist. Ne, slavist, jaz sem razumel, pa kak slavist. Ja, Se upravičujem vsem slavistom, ko to poslušam, da nobenemu. Ker recimo taki normalni ljudje, taki, pritisnejo spell check in tisto, kar pa se zgodi, tam se zgodi, pa sam še save pa dio. A to je tista čudežna škatla, Ja, ki ne. vemo, kako dela. Tako. Ja, a veš, lej. No, dajmo zdaj postaviti v kontekst, pa povemo, da si ti na Macu, pa sploh nima spell checker. A ne? Tako da ne bom domislil, da je to res. Ne, jaz. Tako da vse vejce, ki so narobe postavljene, niso zaradi spell Ja, checker. jaz sem hotela vprašati, Robi, spell checker je to je cel. To, ki ga Na dela. Googlu, to je tako, daš čez, pa copy-pasteš, pa tako, masokic. Ne, mislim, ja, vsi se razumemo, kar hočem povedati. Pač, Ja. moraš to vzeti kot orodje, no, in Ja, meni je problematično ne to, da uporabljajo umetno inteligenco, vsi uporabljajo. Tudi, veš, da imamo stike z nekim podjetjem, kjer pač nam razlagajo, da maile odgovarjajo za umetno inteligenco. Pa jaz ne bi to upal stranki postati, ne. Mislim, zelo odvisno je, kako uporabljaš. Pač, ne vem, eno je zdaj, a ti vržeš stvari noter, pa rečeš, naredi, kar je pač treba s tem, enemu ChatGPT-ju, ali mu ti, ne vem, daš noter, ok, napiš tako dogovor za to, pa to, sem to, da je lepo strukturirano. Sem pa se ti ukvarjaš v bistvu z navodili. Ja, seveda, ne. Namesto, da bi mail že napisal. Ja. Ja, Ampak bolj to dobiš spell checker za ston, ja, veš. točno to. Vejce All so na included. pravem mestu. All included. Jaz bom vse preveril, za odvajo, karkoli dobim, kakršen koli mail bom preveril zdaj. To ni v redu. Ne, do zdaj se to še ni zgodilo. No. Prav. Nič manj. Zaupanje je zdaj izgubljeno. Je, konc. Ne zaupam več. Ne, mislim, tako no, meni se zdi, da tisti, ki se bo zavedel, da je to samo pripomoček, bo lahko ful v redu, si ful pomagal s temi stvarmi. Tisti, ki bo to jemal kot nezmotljivega sodelavca, bo pa slejko prej naletel na mino. Ne? In zdaj lahko vam dam konkreten primer, ki sem ga pač prejšnji teden izvedel. So pripravljali nek projektni predlog in so dali LLM-ju napisati pač neke kriterije, ne vem kaj vse, ne? In si je izmislil termine. Pač dejansko si je izmislil termine noter, ki so se slišali ful učeno, pa nič ne pomenijo. Če tiste termine daš v Google, recimo nič ne najde. Ne? Nič. In pa je pa treba to prevesti v slovenščino. Ne? In ni prevoda. In so ugotovili, da pač To ne obstaja. ne obstaja. Ne? In kaj zdaj narediti? Mislim, dobro, se popraviš v slovenščini, pa rečeš pač prevod in priredba, ne, če se spomnite, ampak včasih pisam na koncu filma ali pa na knjigi piše prevod in priredba. Ja, tako je. Ne samo prevod, ne, moraš tudi prirediti. Ampak, kolikor imaš pa tisti neke pogodbe zadnji, pa to pa nekdo rekel, ne vem, daj mi, ne vem, dostavite mi, ne vem, kravo konja. Razumeš? Če si on to zmisli, ne? Ali pa ne vem, plošča nepodprta na 4 robovih. Da še Anja se smeji, pa ni gradbenica. Ne, ampak to lahko pride, veš, v nekem LLM-ju, ne? To mogoče samo zelo veliko vpliva arhitekti na take. Vsi arhitekti, to je Matevž rekel, jaz sem se sam mislil. Ja, lej. Kakšna bolečina je pa to? Ne, Ja, ni bolečine. to je faliran arhitekt. Ma ne, ni bolečina v bistvu. Sploh ne. Pa ne se deli, da je. Ja, se mi je res hodilo. Tukaj izvira. Kako je Emilerija grda pa grozna. Vse res. Pa ne vem, no, se kdaj že videl ta velika bazena. Točno tako izgleda. Jaz sem prepričan, da je na nepravem mestu, to pa mogli biti v Storsah zdaj pri nas, ne? Ampak Vsaj to. drugače pa skoraj
take dvorane, ki je 50 plus dolga, v bistvu skoraj ne moreš drugače narediti. Ne. Mislim, No, lahko narediš to- tam še bolj kockasto. Ne. Ali, Ok. ali daš povzemno celo v bistvu. A mi lahko arhitekt v tebi razloži, zakaj je luknja v strehi tam v prvem prehodu? V bistvu moralo bi bilo več. Lukenj. Moral bi bilo več, zaradi tega, ker pač zaradi osvetlitve. Pa ne. Ja, tisto v strehi so, na strehi so v bistvu tele Svetločniki, ja. sončne celice, pa v bistvu ene, dva svetlika. Nisem to mislil. Kaj pa? Ne. Imaš streho nad bazenom in pa gre Ja. ta streha tudi čez objekte na drugi strani, čisto originalno. Aha, tam vmes. Tako nad prehodom. Robi, to je pa arhitektka, estetika, zato da vleče odprto linijo od Tivolija napram križišča. Bravo. To je to. Tako, zdaj vemo. Ja, ne. Pa v bistvu spod so, ne vem, če ste hodili tam, v bistvu so drevesa, ne? Ja. Pa tam v bistvu, tam na uni strani, ki je telovadnica od spodaj, ne? Je ena taka relativno grda betonska stena. Ne? Ki ne služi ničemu. Ne, služi za tega, ker pač tisti je podporni zid, ne? Ampak tisti bo čisto zelenen na koncu, zaradi tega, ker bo ta vinika preplezala tisto vse, ne? Tako je narejen. No? Jaz res vem, da si ti potencialni arhitekt. Mislim, lahko vsaj na mestih, v bistvu veš včasih, no? za estetiko. Ne moreš. Ne. Moraš biti naprej na KG. Na KGI-ju lahko odprete Ali novo lahko? delovno mesto. Ja. Okay. No, jaz bi samo vprašal, Matevža, koliko dolgo misliš, da bo tisto drevo tam rastel v tistem betonskem koritu? Ne. No, jaz stavim, Ne jaz vem. Anjo zelo rad stavim. Ne? Ja. Ja. No, jaz napovedujem, da ti drevo ne bo 5 let dočaka, ker se bo prej posušil. Ja, mislim, to ni odvisen, koliko državna ga pade, odvisen, koliko ima zemlje spodaj. Vse to, Samo zemlje spodaj je lahko ogromno. pa ni. Ja, ne No, vem. ampak kar hočem reči, je, da sem... Jaz sem pričakovala stavo, sem bila navdušena. No, Zakaj? Za 5 let ali kaj? Ja, če se v roku 5 let posuši, kaj dobim? Lahko sem še naprej sovoditelj. Ja, podcasta, tako, v drugače bistvu pa lahko, odstopim od protestno. takrat naprej lahko vsakič napoveš oddajo, evo, to je to. Ne, to ne. O, ja. Jaz sem glih Pa boš rekel, danes imamo novo oddajo, 288 po vrsti. Ne, jaz sem Samo samo še hotel nekaj predlagati, da damo Ani nalogo, da to naredi z umetno inteligenco, da bo njen glas svetom napovedal, veš. Ja, tako pa. 169 oddaja. Ja, to pa res lahko. Se javlja. Ja. Jaz vidim, da se javlja. Ja, jaz to vidim. Ok, no, vse smo že kar dolgi, ne? Ja, če sem govorita. Ja, se res. Anja sploh. Ne, Anja, super gostja si. Hvala. Zdaj te bomo pa presenetili z dodatnim vprašanjem. To še predstavlja. Ja, to je pa nenapovedano, čisto bilo. Mislim, da je bilo vprašanje vnaprej. Niti ja ne vem. Kaj da ne, nisi prebrala scenarija. Kaj smo se pa matre? Evo, kjero knjigo zadnjo si prebrala? Pa ne sme biti gradbeniška. Ja, To pa jaz vem. Sej ni, ja. Zato, ker že vsem to razlagam. Ne, ampak ful pa gosto, da vem to vprašanje. A res, okej. Ja, Aco me je tudi to vprašal. Vse zato, da Ja. sodelavec Aco, njega tudi moramo povabiti. On ima zelo zdrav odnos do Bima. Kaj je zelo podobno mojemu, ali kaj? Najmo. Še Anja se smi. No, One Breath, knjiga o freedivingu. Sem jo pa prebrala na dopustu v aprilu, konec aprila sem bila v Grčiji, tako da sem končno do konca prebrala knjigo. Začela sem že prebrati, ampak ja, pa si kar ne vzamem čas, pa preberem. Kdo je napisal? Ne vem, bom mogla pogledati, ampak je pa o Niku Menoliju, sem prav rekla, potapljaču, ki se sicer pri potopu smrtno po nesrečo, ampak je tekno celo njegova življenjska zgodba, pa zgodba o drugih potapljačih tudi, tako da... 10 minut. Še Maxa imamo v podcastu. Zdaj lahko Max pride, ne? En sam pozdrav pa lahko, ne? Ja, zdaj na podcastu živijo. No, se vidimo. Dobra knjiga, ne? Malo se vleče, no?
Jaz sem prebral ene dvakrat že. Aha, Mislim, preposlušal sem jo. To nisi bral. Ne, Jaz jaz sem jo tekno v presledkih brala in mi je bilo kul. Tako da mi je bilo tudi fajn, ker ful preskakovala sicer, ampak Ja. za moj pristop k branju te knjige mi je bil čisto fantastičen, zato ga sem zmeri pol na nekaj na novo Je tako, ja. začela. Tako da ne, ful fantastična knjiga. Je bila dobra. Me bom verjetno še enkrat prebrala čez nekaj časa. Tako da, če bom na podcastu še kdaj povedala isto vprašanje, Spet. je možnost, da bo spet ta zadnja knjiga, ki sem jo prebrala. Robi, kaj pa ti? Sem si, da imaš nikoli vprašal. Ne, a to zdaj zelo sprašujem, da bom mi pa tebe vprašal. Ne, v bistvu sploh ne vem, kaj sem nazadnje prebral. Ne, jaz pa ja, vem. Lahko pogledam. Jaz pa v bistvu vem, zato ker še zmeri berem. Ena je trilogija od Bachmana, Zmagovalci. To sem tudi že te razlagal. Nekaj o hokeju se gre pa tako naprej. In zdaj ne vem, koliko je drugi knjige, naslov druge knjige, vem, da zdaj ta zadnja knjiga je Zmagovalci. Pa berem, imam že 3 mesece in se ne spravim zraven. Ampak jo bom prebral, do konca junija bom prebral. Priporočam ful to trilogijo. Res, meni je ful všeč. Pa ful dobro izjavo imajo noter. No, kaj pa ti, da boš povedal? Jaz sem prebral pa knjigo Brave or Stupid. Kdo pa je? O čem pa gre? In pa kaj je razlika? V bistvu je dobro, vmes veš, zakaj je tak naslov, ne? Ampak v bistvu gre pa o dveh prijateljih, recimo najnih let, ki sta se odločila, da boste šla okoli sveta z jadrnico. V 3 letih. Ti imaš same take. Ja, ne. In je pol v bistvu, sta bila popolnoma neizkušena, ne, pri tem. Sta se kupila jadrnico, sta si vzela dopust, 3 leta sta načrtovala pač to pot 3 leta. Ne, in skratka, vmes se zgodi, da pač sta tudi pridete iz Švedske, sta šla dol, pa čez Atlantik, pa čez Pacifik, pristanete v Avstraliji. Ne. In je pol tam en tudi neko, ne, oziroma v Novi Zelandiji, pa on je eno spoznal, sta bila skrb. Jadralca sta šla tudi okrog sveta in sta snimala YouTube videe in sta lani končala svojo pot. Pa sta srečala na poti 2, mislim, da Nemca. Isto tako neka starejša, neizkušena z neko veliko jadrnico, ko nista znala upravljati. Mogoče sta bila ta 2, sem rekel si, da sta bila Šveda, mislim, da sta bila tisti Nemca. No. Ampak največja fora je bila v tem, da sta žene doma pustila. Tako, sama sta šla, da zdaj ne vem, sta bežala, žena nekaj, pa niti nimam v zadnjem. Ja. Sem tako sta se enkrat pojavila noter na tem vlogu. In mi je tako zanimivo, da full folka to naredi. Po mojem ne vejo več, kaj bi počeli v življenju, pa grejo neki nove. Ali pa nimajo motivacije, ne vem. Ali pa bežijo pred AI. Ja, čeprav je tudi na teh je zmeri več tega. Ja ne, sej fora je v tem, da ta 2 Slovenca sta si pa v zadnjem delu pa ti kupila Starlink. Pa je pa tako, imaš internet sredo celo, ali bi delal službo. Pač. Ja, valjda. Mislim, polka naredi v bistvu na ta način. Ampak Starlink zdaj jaz nisem vedel, da si začel omejevati po conah. To že skozi omejujejo, zato ker v bistvu so vsi sfejkali v bistvu, ker so že skozi po conah Starlink omejen. In pol, če hočeš pa, če bi hotel imeti čist legalno to v bistvu na jadrnici, moraš imeti nek marine package. Ja, ker je pa pol, tisti je pa tako ekstra drago na zadeva in pol so pač neki si sfejkajo, v bistvu pa kupijo nekje, ne, pa pol v bistvu se predstavijo drug del sveta, pa tam cono zamenjajo, skratka. Pa pa je to samo, ne vem, neki čas, moraš tako delati. Ja, se to vedel. No, ja, mislim, zanimivo. Kako pa drugi del na druge knjige? A res? Kaj zaprogramirati tukaj? No, samo vprašam. Je. A ni tisto prvi del? Ne, ti si prvi del, ki se piše kot drugi. Aha. Tako. Kdaj bo? Prequel. No, dej napoved, da bo to na kameri. Star Wars. Čisto obljubom, ali kaj? Ja, na obljub, ajde.
Rečemo, da bo kompletirana. 282. V roku 4 let. Ne. Takrat bo že outdated. Koliko ima avgust dni? 31. 31. avgusta. Bravo, to. To To pa je tako je eno leto prej, ko sem Zdaj pa nam vprašam, grem jaz tole zapret, pa v bistvu grem pisati, direkt. če je GPT. Vse to sem jih hotel Ja, reči. prosim, sestavi mi knjigo. Ja. Koliko da Lej, bo zgledal, da sem recenzent, zelo dolg delal ja. v bistvu, ne? Lej, recenzentko. Ja, Lahko Pa rekrutiraš. moraš mu reči, da je kakšna vajca na robe postavil. ja, da ne sme biti čisto pravilno v bistvu. Zdaj, Da ima tudi kdo drug zadovoljstvo, kaj popraviti v bistvu. Ne? Tako. Naredi 100%, ustavi napačne vejice, ne, da bo zgledal, kot da niso. Tako, ampak samo v 3%. Prav. Pa 31. avgusta se javim z updateom, Tako. če bo že. Ja, ne bo še v tiskani obliki, bo pa. No, Ampak vredo, lahko pa pol takrat v podcastu predstavlja. Ja, bo. A prvo so že? Mislim, ne. Drugič. Ti se samo prodaja. Jaz bom podpisan izvod. Podpisan ga. Ja. Ja, digitalno. Omejena naklada. Tako. Ne, v fizični oblik, na Pač. moji knjižni palici. Šortič naredi, pa so zato, da bo cena dvignila. Okay. Ja, predvsem. Zdaj vidimo, da je ja, 1 ura mimo. To je poletni special. Jaz sem še full hot toy vprašal, kako se zdaj na CBIM konferenci pa to. Ne bo. No, da je, ampak res. Lej, zato imamo vedno čas. Okay. No, kaj? Meni je bilo drugače fajn. Sicer je res, da spet smo že v štartu povedali, nisem rojena v gradbeništvu, ampak ja, meni je zato bolj fajn te stvari slišati. Mogoče za vaju se kakšna vsebina lahko kdaj že ponovi, zato ker pač tudi poslušate že toliko let. Meni je pa fajn tako informativno, da slišim, kakšne stvari se dogajajo. Sicer bolj na koncu je res, jaz smo mogli na hiter iti, zato ker smo lahko mislim do 3 tam. Pa glasba je bila preveč na glas, tega so se mogli razkriti, smo lahko spogovorili. Hrane je zmanjkalo. To smo že vse povedali, ampak je super v bistvu tudi kaj, bo naslednji vprašanje, oziroma naslednji predavanje so se zdi, predavanje kot takšne so tudi zelo zanimive. Ja, recimo 3 ali pa 4 so mi bila fantastična. Pa se tudi takrat na vsaki konferenci nekaj ti je v redu, nekaj ti ni, oziroma pač ti je bolj všeč glede na osebne preference, tako da vse 3 predavanja so mi bila res cool. Tako da ja, manj splošno mi je bil zelo Super. Še enkrat, Anja, hvala za lep pogovor. V bistvu. Hvala vam za obilo, končno sem čakala dolgo časa, da se pa ste spomnili. Si morala knjigo prej prebrati, no, v bistvu, to je dejstvo. Ja, to je okay. Mislim, Naštudirati kaj se kaj da- opaš. Kaj paš? Aha, a zdaj veš? Se še ne vem več. A ste videli, kakih delovnih razmerah? Zdržati nek nivo, ne? Ja. Jaz sem edini resen tukaj. Ja. Robi, kaj za konec pa zapovedal. Ne, lepe počitnice. Ja, vsem. Adijo. Ja.